Dobro večer. Tema nocojšnje oddaje Ekstravizor je stara toliko, kot je stara Slovenija. Preiskovali smo, kako smo prodajali državno lastnino. Zakaj se po 3 desetletjih privatizacije večina ljudi počuti opeharjena, ker se je do premoženja vseh dokopala le peščica. Kdo so zmagovalci privatizacije, kdo poraženci, kdo je pri spornih poslih gledal stran in zakaj. In tudi, kje je premoženje države danes, tule v kratek pogled v del naše analize, ki vas čaka, vidite na ozadju, označeno so največja slovenska podjetja v rokah tujcev, najprej pa na začetek k certifikatom, ki se jih predvsem starejši dobro spomnijo in k obljubam politike, da bo premoženje pravično razdelila med vse. Iztok Pratnemer danes živi v tej hiši. Vse, kar ima, pravi, sta z ženo ustvarila sama, nihče jima ni ničesar podaril. Tisti certifikat, ki sta ga dobila od države, ko je ta pred 28 leti delila premoženje, ni vreden omembe. Z ženo smo takrat delala v javni upravi, ona je v vzgojnem zavodu, jaz sem delal pri Slovenskih železnicah, ni bilo možnosti vlagati v te najina podjetja, tako kot naprimer Krka ali Lek Ljubljana, Pivovarna Laško. Zato smo se pač na osnovi reklam, ki so takrat obstajale, odločila za Triglav sklade in smo tja tudi vložila. Pratnemer je eden od tistih 100 tisoč državljanov, ki od privatizacije družbene lastnine ni imel praktično nič. Tako kot vsi državljani od najmlajšega do najstarejšega, je leta 1993 dobil lastniški certifikat, nekakšno potrdilo, koliko družbenega premoženja mu daje država brezplačno. Vrednost je, odvisno od starosti, znašala od 100 do 400 tisoč slovenskih tolarjev, danes od dobrih 1400 do 5700 evrov. Neto povprečna plača je takrat znašala današnjih dobrih 600 evrov. V prednosti so bili seveda tisti, ki so certifikate lahko vložili v dobra podjetja, to so bili večinoma njihovi zaposleni. Za množico ostalih pa so bili ustanovljeni PID-i, pooblaščene investicijske družbe, nekakšni posredniki, ki so zbrane certifikate zamenjevali za delnice podjetij. Praktično čez noč je vzniknilo na desetine PID-ov, ki so se spustili v boj za certifikate ljudi. Vabili so jih na igriščih, parkiriščih, celo z nezakonitimi obiski na domu. Slovenija je bila prelepljena z imeni, kot so Aktiva, Nika, Triglav, NFD, kmečka družba Zvon, Infond Holding, Maksima in tako naprej. Mediji so bili polni reklam. Naložba mora biti donosna. In varna. In res je na koncu kar 60% ali 1 200 000 ljudi svoj certifikat vložilo v PID-e. Politično ozadje certifikatske privatizacije pa so bili hudi politični spori, kako o lastniniti podjetja, ki so bila v socializmu last družbe, torej vseh in nikogar. Tudi znotraj vladajočega demosa. Gospodarski minister dr. Jože Mencinger je zaradi teh sporov tudi odstopil. Zagovarjal je odplačno privatizacijo, s katero bi vodstva in zaposleni postopno odkupovali svoje podjetje. Pretežni del vlade je zagovarjal nasprotno, brezplačno in množično privatizacijo, ki bi razbila stara omrežja, stare centre odločanja, predvsem tako imenovanih rdečih direktorjev. Ta tako imenovana družbena lastnina je seveda imela lastnika, če tako rečemo, oziroma upravnika ali kontrolorja, se pravi edina dovoljena politična sila, Zveza komunistov, je kljub blefu s samoupravljanjem pač razpolagala vso to družbeno lastnino in mi smo jo želeli v skladu z demokratičnimi principi razdeliti med tiste, ki so jo ustvarjali. In ustvarjali niso samo direktorji, ampak delavci, oziroma tudi delavci, in to je bilo tudi namenjeno temu, da se moč porazdeli v skladu z demokratičnimi principi in da ni vse skupaj pod eno roko. A Peterletova vlada je padla še pred sprejetjem lastninskega zakona, se pravi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Tega je nato konec leta 1992 sprejela Drnovškova vlada. To je bil kompromis. Del premoženja se je brezplačno razdelilo, za del je bilo potrebno plačati, nekaj družbenih podjetij, predvsem velikih, pa je bilo podržavljenih. Tujci dostopa do certifikatske privatizacije niso imeli. V
V resnici je 3 leta po socializmu malo ljudi vedelo, kam bi s certifikatom, kaj so delnice, delniški donosi in borza. Dodatno zmedo je povzročila izjava takratne velike avtoritete Jožeta Mencingerja, ki je certifikate označil za brezvreden papir in jih primerjal z WC papirjem. Vedel sem edino to, kar se je govorilo v teh reklamah oziroma v tem propagiranju teh skladov, ne? Vendar, ko sem to zadevo potem prodal, sem malo poklical, Triglav so mi povedali, kaj naj naredim, kako naj naredim. Sem bil iskreno, kako bi rekel, zelo presenečen nad tem, da sem dejansko dobil nič. Praktično nič. Zakaj v množični privatizaciji gre, pa so nedvomno vedeli tisti, ki so te PID-e upravljali, se pravi vodstva družb za upravljanje. Medtem ko sta se politika in javnost ukvarjali z velikimi državnimi, socialnimi in družbenimi temami, so najbolj drzni upravljavci PID-ov izkoristili neponovljiv zgodovinski trenutek. Olastninili premoženje PID-ov in obogateli. Takrat smo jim rekli PID-ovski baroni. Med najbolj znanimi je Darko Horvat, ki je prav s privatizacijo PID-ov postal solastnik številnih podjetij, kasneje pa zgradil cel imperij od Balkana do ZDA. Na koncu je bankam in podjetjem skupaj zapustil okoli 300 milijonov evrov dolgov. Že leta predtem se je skupaj s sedeži svojih podjetij preselil v tujino. Drug PID-ovski baron Igor Lah je danes skupaj z družino na 4. mestu lestvice najbogatejših Slovencev. Prav na osnovi privatizacije PID-ov je zgradil zajetno premoženje in je danes lastnik med drugim Steklarne Hrastnik, številnih nepremičnin v Ljubljani, na Hrvaškem, skupno premoženje pa je ocenjeno na 164 milijonov evrov. Sicer je Igor Lah prvi pravnomočno obsojeni tajkun, zaradi malverzacij z delnicami Mercatorja je bil obsojen na 1 leto pogojne kazni. Poleg že pokojnega Matjaža Gantarja, ki je na račun privatizacije PID-ov prav tako obogatel in lastniško omrežje nato postopoma širil v zajetno podjetniško hobotnico, je med najbolj znanimi zmagovalci PID-ovske privatizacije tudi Stane Valant, ki si je pridobil deleže v najbolj uspešnih podjetjih. Kasneje ga je pokopalo predvsem sodelovanje pri Bavčarjevem menedžerskem prevzemu Istrabenza. Pred kratkim je bil nepravnomočno obsojen na 3 leta zapora v zvezi s hoteli Bernardin, ki jim mora vrniti 4,3 milijona evrov oškodovanja, še en sodni postopek pa še ni zaključen. Bojan Petan je v današnji imperij podjetje okrog DZS-ja vstopil z pozicije vodilnega v družbi za upravljanje Maksima, takrat državne NLB. Na prelomu tisočletja je kot direktor DZS-ja okoli njega spletel nepregledno lastniško omrežje od Term Čatež do časopisa Dnevnik. Kazenske ovadbe zoper Petana so bile večinoma zavržene, en postopek v zvezi z izčrpavanjem Term Čatež pa je na sodišču. Med tistimi, ki so še danes na visokih mestih lestvice najbogatejših Slovencev in so povezani s privatizacijo premoženja PID-ov, sta na primer zakonca Južna s 107 milijonov evrov vrednim premoženjem. Dari Južna je na osnovi odkupa PID-ovskega premoženja prišel do lastništva v mnogih podjetjih, od Lisce do Petrola, kjer sta z ženo največja zasebna mala delničarja. Tudi Južno so v preteklosti doletele kazni, a ne zaporne. Opraviti je moral nekaj čez 1000 ur koristnega dela in plačati 1,3 milijona evrov kazni. Alenka Žnidaršič Kranjc, ki se je na začetku 90-ih proslavila z ostrimi kritikami na račun divjega lastninjenja, je nato soustanovila enega najmočnejših upravljavcev PID-ov, KBM Infond, se lotila odkupov podjetij, danes se ukvarja predvsem z zavarovalništvom in zasebnimi domovi za ostarele. Skupno premoženje njene družine je ocenjeno na 36 milijonov evrov. Naš sogovornik na vse to pravi. Mislim, da je bilo na nek način to mogoče celo predvideno, zaigrano, nekako tako zakonsko napisano, da se je nekdo, ki je bil pri koritu, lahko znašel, pravilno vložil, vedel kam iti, tisti, to pomeni recimo 90% Slovencev, pa tega ni vedlo in smo ostali brez. Kako je bilo torej mogoče, da je privatizacija s certifikati, ki je bila propagirana kot pravična delitev nekoč skupnega premoženja, navrgla peščico bogatih in množico ostalih? Vse se je zgodilo s pristankom politike. Šlo pa je takole. Upravljavci PID-ov so si mirno zaračunavali zajetno 3% provizijo tudi od praznih certifikatov. Zgolj praznih papirjev torej, ki še niso bili zamenjani za delnice podjetij. Agencija za trg vrednostnih papirjev se je zbudila šele po 2 letih in takšno ravnanje prepovedala. A so upravljavci PID-ov, med njimi seveda Darko Horvat in Matjaž Gantar, skočili v zrak tja do ustavnega sodišča.
To je zaustavilo takšno početje, a bilo je prepozno. V 3 letih so si kasnejši pidovski tajkuni že ustvarili zajetno premoženje. Za kako ogromen denar je šlo, kaže podatek iz leta 1995, ko so si družbe za upravljanje neupravičeno zaračunale za 4,8 milijard dolarjev oziroma okrog 50 milijonov evrov provizij. Drugič, upravljavci pidov so s tem denarjem od provizij in s krediti na veliko in po nizki ceni odkupovali delnice pidov in kopičili lastništvo, čeprav je zakon določal mejo zgolj 5%. Nihče jim tega ni preprečil. Zakaj ne? Ker zakon pač ni predvidel nobenih sankcij. Tretjič, upravljavci so obvladovali skupščine pidov s pomočjo množice pooblastil, saj se mali delničarji svoje vloge praviloma niso zavedali in se skupščin niso udeleževali. Upravljavci so jih neusmiljeno izrivali. Tako preprosto smo dobili peščico pidovskih bogatašev. Zakaj vlada tega ni preprečila z zakonodajo? Finančni minister LDS-ove vlade v času pidovske privatizacije pravi: Samo finančno ministrstvo, če ste ga že omenili, neposredno ni bilo vključeno v proces privatizacije, ker je pač to pripadalo drugim organom znotraj vlade in zunaj vlade. Na to pa pove bistvo. Od samega začetka vi veste, da je bilo to politična odločitev, kako se bo šlo v lastninjenje oziroma privatizacijo, potem v nadaljevanju družbenega premoženja. Tisti, ki so pa te vavčerje potem lahko odkupovali po zelo nizki ceni, so pa bili tisti, ki so kasneje seveda dobili nadzor ali pa kontrolo nad procesom lastninjenja in privatizacije in iz njih potem izhajajo posledice, kot jih omenjate. Jaz dvomim, da bi katerakoli drugačna politična opcija na začetku tistega obdobja storila bistveno drugačen korak. Ob koncu 90-ih so bili pidovski tajkuni že tako močni, da so narekovali poteze politiki. Kakšne finančne protiusluge je ta dobivala v zameno, seveda nihče javno ne pove. Ko so se največji in najpomembnejši pidi z ogromnim premoženjem v slovenskem gospodarstvu preoblikovali v finančne holdinge in delniške družbe namesto vzajemne sklade in se s tem izmaknili nadzoru Agencije za trg vrednostnih papirjev, je prišlo do poskusa, da se stvari vrnejo v oblikovanje vzajemnih skladov. A so najpomembnejši pidovski tajkuni z lobiranjem dosegli, da vladajoča koalicija LDS, Združena lista, Slovenska ljudska stranka in Desus takšnega zakona ni sprejela. Soavtor omenjenega predloga pravi: Privatizacija je bila takrat že tako daleč, da je bilo skoraj nemogoče, ker so bili pač interesi teh, ki so imeli preoblikovane pide v holdinge in vseh teh, ki so bili na nje vezani, premočni, in seveda to ni bilo potem sprejeto. Kot tudi ne že prej druge stvari, ki sem jih predlagal, predvsem z tega vidika, da ne bi bil finančni trg ali pa kapitalski trg ključen za privatizacijo in s tem za prerazdelitev premoženja. Še nekaj je pomembno, kaj so v teh procesih privatizacije počeli sindikati. Ko se je sprejemal privatizacijski zakon, so bili bolj naklonjeni brezplačni razdelitvi s certifikati kot Mencingerjevemu predlogu. Menda enako zaradi moči rdečih direktorjev. Mi smo se opozarjali, ampak morate upoštevati razmere, v katerih se je to dogajalo. Delavci, delavke so nekaj dobili. Na eni strani so bile obljube, zato boste dobili, če prodate to in to. Na drugi strani je opozorila, da bo vse to propadlo, da z leti ne bodo imeli nič. In v tem delu, v tem trenutku so se ljudje sami odločali, ali bodo šli v prodajo, ali bodo vztrajali. In rezultat tega je zelo različen, ampak gledano nasploh, so delavci, delavke izgubili v tem procesu. So bili poraženi, smo bili poraženi v tem procesu. Vzporedno z nastajanjem pidovskih tajkunov pa je potekal še drug proces, povsem zakonit. Menedžerji podjetij so na veliko odkupovali delnice zaposlenih, ki so jih ti z notranjim odkupom dobili s 50-odstotnim popustom. Ljudje so pač za nakup kakšnega kosa pohištva ali avtomobila potrebovali denar. In tokrat so bili menedžerji tisti, ki so vedeli, zakaj v tej zgodovinski priložnosti gre. Še danes so mnoga teh podjetij živa in dobro delujoča. Samo kot primer ljubljanski Medex, ki je danes v lasti družine Mižigoj. Na začetku je bil direktor Aleš Mižigoj, ki je podjetje poskušal sprivatizirati še v času divjega lastninjenja, kasneje so družinsko lastništvo Medexa dosegli z odkupi delnic od zaposlenih. Danes je direktorica njegova hči Aleška Mižigoj.
Razpršeno lastništvo in slovenska država delničarjev torej nista trajala dolgo. Že v par letih se je lastnina podjetij skoncentrirala na njihova vodstva. Zelo podobno modelu, ki ga je zagovarjal dr. Mencinger, vendar po drugi poti. Glejte, oni so bili mojstri za to, če tako rečem, imeli so interes in v njihovih rokah je bila nedvomno večja moč, tudi večja organizacijska sposobnost, kot je bilo razpršeno lastništvo. Tako imenovana certifikatska privatizacija se je uradno z zakonom zaključila leta 1998. Družbene lastnine ni bilo več. Za vse certifikate je celo zmanjkalo premoženja. Politika se je nekaj let prepirala, kako zapolniti tako imenovano privatizacijsko luknjo. Država je ohranila 47% lastništva in privatizacija se je seveda nadaljevala. Ta del privatizacije družbene lastnine je bil najbolj obsežen, najbolj zajeten. Za komentar takratnega dogajanja pa so z nami tisti, ki so ga tako ali drugače soustvarjali. Dobrodošli, spoštovani gostje. Začeli pa bomo kar s tem, kakor je izvenel prispevek, ki ste ga videli, s to množico ljudi, ki je nezadovoljna s tem, kako smo delili družbeno, ne državno, kot sem je prej zarekla, lastnino, in s peščico, ki jo sploh ta množica vidi kot tiste, ki so v tej privatizaciji veliko dobili. Gospod Šušteršič, morda za začetek, vi takrat niste bili politično vpeti v samo odločanje. Ljudje pravijo danes, da pravzaprav niso vedeli, kaj se jim je dogajalo, da je bil čas prezahteven, da se je spremenil besednjak, da so pravzaprav se odločali na podlagi tega, kateri politični opciji zaupajo. Pa me zanima, koliko ste vi takrat vedeli, zakaj gre in kam ste vi vložili svoj certifikat? Zdaj se treba to spomniti. Mislim, da smo ga vložili skušali smo jih vložiti v nekaj dobrih slovenskih podjetij. Ne? Moja žena ga je hotela tudi vložiti v enega od teh skladov, ki je potem narastel zelo hitro za 10-krat, ampak jaz sem takrat poslušal profesor Mencingerja, pa sem rekel, ne nori, to so lupine brez podlage. Sej, pa takole, kot ste prikazali. Tako da, ampak se mi zdi, da tukaj je predvsem to treba reči, da seveda ljudje niso razumeli tega, mislim, večina ljudi. Jaz mimogrede nisem tega soustvarjal, ker sem tle na tem omizju najmlajši, pa res nisem teh stvari soustvarjal, ki so bile zdaj tukaj prikazane. Bom pa rekel tako, pričakovanje, ki je bilo pa zdaj čutiti od ljudi, da bodo od tega premoženja družbenega, ki se je takrat razdelilo, oni čez 30 let kar še nekaj imeli, je prvič treba vedeti, da tisto premoženje ni bilo kaj dosti vredno. Na koncu koncev smo delili premoženje države, ki je bankrotirala. Istočasno smo sanirali prvič Ljubljansko banko, drugič sami smo v 80-ih letih ogromno tega premoženja odnesli v tujino, ne mi, ampak pripadniki tedanje elite, in tega premoženja niti ni bilo kaj dosti zadeliti. Zdaj, razdelilo se je enako vsem po tej formuli certifikatski, pri čemer sta še dve zadevi zelo pomembni. Ena je, da to, kar ste omenili, notranji popust za notranje lastnike, in drugič to, da je 20% vsega šlo na državo. In to je, kar se tiče podjetniškega razvoja, v katerem je bilo zelo malo rečeno, pa je bil ključni problem. Nastala je v bistvu blokada, ki se je vlekla dolga leta med različnimi interesnimi skupinami v podjetjih, državni skladi, notranji lastniki, PIDI in tako naprej. Na to sliko v gospodarstvu bomo morda kasneje, če se še pomudimo, gospod Golobič, boste dobili besedo, ampak gospod Mencinger, videli smo v prispevku, vi ste te certifikate res označili, kot je rekel gospod Šušteršič, za prazne lupine. Kam ste pa vi vložili svojega, kaj ste storili z njim? Jaz sem jih podaril, vem, da so jih, ker nisem verjel v certifikate, tudi nisem smel uporabiti. In sem jih podaril. Podaril družini? Ne družini, Krekovi družbi. Dobro. In so jih zapravili. Me zanima, vi ste bili gospodarski minister, imeli ste drugačno vizijo od te, ki jo je potem sprejela, nekakšen kompromis je nastal, kot smo videli, zaradi tega ste tudi odstopili, ampak se vam zdi, da smo vendarle po vsem tem procesu prišli tja na tisto točko, ki ste jo vi zagovarjali. Vi ste zagovarjali odkupovanje postopno menedžerjev in delavcev. Po nekem daljšem času je vendarle lastnina se skoncentrirala v rokah menedžerjev. Ja, pa ne zaradi mene. Moj zakon ni bil sprejet, je bil zavržen in se je skoncentrirala lastnina pri menedžerjih ravno zaradi tega, ker je bil sprejet drug zakon, to se pravi
razdelitev certifikatov. Na prvi pogled, v prvi točki je to pravično, že v drugi točki pa ni pravično, ker dobrih podjetij ni bilo dovolj, tako da je, mislim, da 63% ljudi morali prenesti certifikate v PIDE, ki so delali veliko reklamo, kako znajo gospodarstvo. Jaz se še dobro spomnim neke televizijske reklame, kjer so opeke letele navzgor, ne pa navzdol, ne. Saj, če lahko odkupiš svoje podjetje, ki tudi ni dobro, to tudi ni pravično, ne? Pa ne moreš vložiti v neko drugo podjetje, če bi šli po tem notranjem modelu. Tako, tukaj govoriti o pravičnosti. Mislim, razen v prvem trenutku razdelitve je po moje popolnoma v bistvu napačno vprašanje. No? Ker ni šlo za pravično razdelitev, privatizacija ni pač proces razdelitve, privatizacije je, kot smo mi pravilno rekli, proces lastninjenja. Gre za to, da dobiš lastnike. Ljudje so vendarle imeli občutek, očitno je politika vzbujala takšno. Očitno pa svojo lastnino potem niso dobro upravljali, nekateri pa so. Ne? Problem z tega procesa je pa, da nismo naredili lastniške strukture, ki bi omogočala razvoj podjetjem, ki smo jih lastninili. To je ključno tako, ne? Poglejte, če bi šli po drugem principu, to potem bi denar prihajal v podjetja, takoj pa iz podjetij odhajajo, ne glede od celo tisti, ki so uspeli, so v bistvu vlekli ven iz podjetij kapital. Gospod Golobič, želeli ste besedo, vi ste pa aktivno sodelovali v tem procesu, bili ste sekretar stranke, ki je pravzaprav izpeljala večji del te privatizacije, pa morda za vašo iztočnico, poleg tega, kam je šel vaš certifikat, me zanima to, kar smo videli, pidovski tajkuni so vendarle kmalu postali tako močni, da so skoraj da narekovali zakonodajo. Kaj se je takrat, vi veste, bili ste notri, dogajalo v politiki, tako na vladni strani kot na strani opozicije, da se nihče ni zganil? No, najprej bi rekel, da v tistih časih, za razliko od danes, sekretarji strank niso upravljali z državo in sprejemali tovrstnih odločitev. Vsekakor ne, drugič, jaz sem pa bil delegat tiste skupščine, osvojitvene skupščine, ki je sprejemala zakone, tudi povezane s tem. In star 27 let in se s tem področjem po prizi povedano nisem kaj dosti ukvarjal, tudi za certifikat. Če dovolite, ravno zato smo v studiu želeli imeti gospoda Ropa, ki pa je vendar bil po funkcijah vpleten v to, odgovoren kot svetovalec za privatizacijo prvi certifikat. Mislim, da je privatizacija zelo pomembna tema, zato sem se tudi na koncu pustil prepričati, ker se mi zdi vredno po 30 let o tem govoriti. Tudi zato, da bi vendarle neke nesporazume, o katerih so bili tukaj, o katerih lahko vsi govorimo, da jih poskušamo postaviti v neko realno luč in razmišljamo o tem, kaj je bilo vendarle nenarejeno najslabše, kaj bi lahko bilo boljše, zato da ne bomo kakšne napake ponovili, čeprav take situacije sploh več ne bo, ampak bodo pa neke primerljive. In jaz bi hotel tukaj predvsem to dodati. Mimo grede, ravno s tem bom ilustriral poanto. Rekli ste, ljudje niso vedeli, kaj. Moja teza je tudi, država ni vedela, kaj. Država je nastala leta 90, kot država. Pustimo, gospodarstvo je obstajalo odprej, ne slabo gospodarstvo. Tukaj se ne strinja, da je bilo to nič vredno premoženje, da je bilo slabo gospodarstvo, pa da je bilo ne vem kaj. Ne, to gospodarstvo, tako kot je bilo tudi uresničeno, je bilo temelj te države in je še danes temelj te države, ker kasnejša država je v tem smislu zelo malo ustvarila. Že res, gospod Golobič, ampak prej sem vas vprašala, zakaj se politika ni zganila, ko pa se je vendar vedelo, da gredo stvari narobe? Da so sredini zaračunavali provizije za prazne certifikate, da zakonodaja ni bila spisana s sankcijami, zakaj se nihče ni zganil? Morate povedati, kdaj. Povem vam, država je nastala. Ogromno institucij ni bilo. Ni bilo agencije za trg vrednostnih papirjev, ni bilo agencije za varstvo konkurence, ki bi intervenirala naprimer na točki dogovorjenega delovanja PID-ov, ki se je dogajalo, naprimer v dogovorjenih dražbah in tako naprej, in so bile potem ukinjene te dražbe. Skratka, država, priznajmo si, osamosvojitev je bila improvizacija. Nehajmo fantazirati o genialnem vodju v kleti Cankarjevega doma, ki je imel vse niti v svojih rokah. Ne, splet spretnih okoliščin, sposobnega državnega uradništva, tudi iz starih časov, relativno sposobnega in trdnega gospodarstva in odločenost ljudi je bilo vplivana tudi, da je osamosvojitev uspela. Privatizacija je bila improvizacija enake vrste. Jaz sem, če vam odgovorim, certifikat vložil, ker nisem o tem vedel nič, kot gospod, ki ste ga vprašali, imel sem pa priložnost, to pa je bil moj primer, da sem Toneta Ropa vprašal, kaj naj naredim, in me se daj v ta različna podjetja, kamor še lahko prideš, kjer sem imel še nekaj prostora, in sem 5-6 podjetij na koncu razpršil ta svoj certifikat, kasneje tudi to prodal, ampak ko sem njega čez nekaj let vprašal, kaj si pa ti naredil, je rekel, ne, jaz sem dal pa upit. To pomeni, da tisti, ki naj bi vedeli vse, imeli niti v rokah, tega niso vedeli.
In trditi, da je šlo za veliko zaroto, je zavajanje. Država je nastajala skozi učenje in v takšnih procesih nastajajo napake. Pravične privatizacije pa ni in nikoli ne bo. Žal imamo ta model, ki je bil kompromis med mnogimi modeli, bil je Pleskovičev model, bil je Menclerjev model, bil je Ribnikarjev model. Ta je bil kompromis vsega tega. Gospod Golobič, prosim, dovolite, da nadaljujemo še z drugimi. Gospod Rop je imel tudi priložnost, da bi to vse ostali. Jaz ne govorim za njega, jaz govorim zato, ker želim povedati, da privatizacija ni tako enostavna. SMS-ov, elektronskih sporočil, klicev, ni se odločil, da pride, je pa tik pred oddajo sporočil, da ga ne bo. Gospod Kovač, zanima me, mislim, da je gospod Golobič govoril o nekem okviru